Zdaj pa, stadion Matije Dubca, tu so današnji vozniki. Najprej enajsterica za peti pokal Amade Krško. Številka 1, dajmo Krško, tu je Denis Štoj, Slovenija. Številka 2, Vilac Pedersen, Danska. Štartna številka 3, Matic Ivačič, Slovenija. 4, Nikolas Vičentin, Italija. Potem številka 5, Roman Kapustin, Ukrajina. Štartna številka 6, Anže Grmec, Slovenija. 7, Jonas Zajbercalk, Danska. Številka 8, tu je Maksimilijan Pavelčak, Poljska. Številka 9, Luka Omrzel, Slovenija. 10, Michael West, Avstralija. In še številka 11, tu je Julian Kuni, Nemčija, Slovenija. Naj dodam, spoštovani, da je tole zadnja zaključna dirka za Julijana Kunija. Fant se je odločil, da se po današnji dirki dirkaško upokoji in svojo prihodnost morda nadaljuje med mehaniki. Letnik rojstva 2004, prvi trening 2014 in prva dirka maja 2015 v Olchingu v Nemčiji. 3 sezone vozi Julijan Kuni za Amade Krško. Med večjimi uspehi pa lahko omenimo seveda osvojitev prve češke lige za klub Amade Krško v sezoni 2023. Dajmo navijače velik aplavz, to je Julijan Kuni. Takole, gremo naprej na tekmovalce tretjega memoriala Matije Duha. Številka 1, Makar Levišin, Ukrajina. 2, tu je Sven Cerjak, Slovenija. Številka 3, Marek Ziman, Slovaška. 4, Niklas Bager iz Danske. Potem številka 6, Storm Thomsen, prav tako Danska. Številka 7, Karel Pruša, Češka. Osmica danes, Brando Lunardi, Italija. Številka 9, Peter Marek, Češka. In številka 10, František Širba, Poljska. In na poziciji D, Niklas Bager. Težave danca na štartu, Svenko zaenkrat na 3. mestu. Levišin, Ziman, Cerjak. Hitri Sven Cerjak približal je Slovaku. Levišin malce povečuje svojo prednost, zadaj pa borba za drugo mesto. V zadnjem krogu so vozniki. Sven bo še enkrat poskusil. Ob Slovaku, ali pa šlo mimo. Ziman in Cerjak. Zadnji poskus našega voznika, ja mislim, da ne bo šlo. Državni prvak kategorije 250 cc v sezoni 2025. Thomsen, Pruša,
pozicije. Leonardi je drugi, tako je, Thompson na tretjem mestu. Proša povečuje svojo prednost, Italijan še vedno drugi, Danec tretji. Čeh pa pelje v zadnji krog. Prepričljiva zmaga in 3 točke, Karel Proša, Češka. Prva vožnja je pred nami, torej imamo Štojs je na A, Pedersen je na B, Ivačič C in Vičentin na poziciji D. Vivac Pedersen iz modre pozicije, Ivačič drugi, Štojs na tretjem mestu. Pedersen proti Ivačičem, Štojs je tretji, Vičentin je četrti. Izjemni Vivac Pedersen, to je aktualni svetovni prvak kategorije 250 cc, ki pelje v zadnji krog. Zadaj je Vičentin vedno blizu Štojsu. Spredaj pa ja, suvereno, Vivac Pedersen iz Danske. Zmaga in 3 točke. Kubične konkurence k starejšim bratom. Tokrat je na vrsti Maksimilijan Pavelčak, tokrat iz pozicije D. Grmek je na A, Kapustin je na B, Sajfrcalk C in Pavelčak na D. Borba Grmeka in Pavelčaka za vodstvo. Poljak zaenkrat kot kaže. Ali gre naprej, da vidimo, Grmek in Pavelčak. Še drži drugo mesto, ampak napada ga Danec Sajfrcalk. Grmek in Sajfrcalk, ki je odnehal zaenkrat. Lepa borba, lepa predstava. Poljak medtem povečuje svojo prednost, zadaj tudi sedaj je kar udobno na drugo mesto Anže Grmek. V zadnjem krogu so vozniki. Ali bo Danec še enkrat poskusil, mislim, da je predanec zadaj. Zmaga pa na Poljsko, Maksimilijan Pavelčak. Zmaga AMD Krško. Tokrat v tretji vožnji za pokal AMD Krško Luka Marzel, Michael West in Julian Kuni. Luka iz pozicije A. Padec. Štart je v prvem poskusu uspel Luki Marzelu.
Kaj bo drugo? Ura kaže še pol minute, mislim, da bodo prej začeli. To so mrzeli. Ampak West po zunanjem delu. West, Omarzel in Cooney je vrstni red. Povečuje svojo prednost Avstralec, ki sicer vozi z dansko licenco in jo je država tam ruke na zelo. West gre po zmago, Luka pa bo moral, mislim, da odteči krog za točko. Michael West, Cooney na drugem mestu. Luka pa po dolgi poti, najdaljši možni poti do osvojene točke. Še pol kroga Luka. Beležimo torej točke, tretje domačne 3 točke za zmago številke 10, Michael West, Avstralija, 2 točki za drugo mesto številke 11, Julian Cooney, Nemčija, Slovenija. Za točko pa še malce počakamo. Začel z zimskimi pripravami za sezono 2026. Bravo, Luka! Na prizorišču Liberec. Kot sem že omenil, včeraj je zadnja preizkušnja tega prvenstva, ki jo je slavil Bagar iz Danske, drugi je bil Sven Cerjak in na tretjem mestu Karel Pruša. Simon Pruša. Izenačeno med Slovakom in Čehom Prušo. Simon zaenkrat na prvem mestu. Simon Pruša, Marek je vrstni red. Država Pruša in ojoj, palec. Kar seveda pomeni, da je Marek prišel na drugo mesto, spredaj pa tako ali tako Slovak Ziman. 3 točke, torej na Slovaško. Širba, Bagar, Thompson, Cerjak, četvrta važna. Širba
Pedersen je četrti. Seljak in Širba v borbi za prvo mesto, kako hiter je ta mladi Poljak. Napad Poljaka na Svena Seljaka. Sven mora biti pazljiv, kajti zelo blizu je danec Bager. V zadnji krog peljejo vozniki. Ne pozabimo, Bager je slavil včeraj v Pardubicah ravno pred Svenom, ampak mislim, da ima Sven dovolj prednosti za tole drugo mesto. Zmaga pa na Poljsko, František Širba. Klasirani med najboljših 8 voznikov, najboljših 8 mest, namreč pelje v obe polfinalni skupini tekmovanja za pokal Ameda Krško. Kapustin, Omerzel, Štojs in Štojs, na drugem mestu zaenkrat Luka, tretji je Kapustin, četrti je Kuni. Štojs, Omerzel, Kapustin in Kuni je vrstni red. Denis povečuje svojo prednost, zadaj pa Ukrajinec kar blizu Luke. Vozniki peljejo v zadnji krog. Ali lahko Luka ohrani tole drugo pozicijo, zelo blizu je Kapustin, zadnji zavoj. Mislim, da bo šlo, tako je. Protokol Anže Grmek, ki je 3 sezone vozil v drugi poljski ekstra ligi za Stal Žešov. Ob njima pa Pavelčak na A in West na C. Pa pogledamo, to ne bo peta. Dober štart Pavelčaka, Ivačič je še malce na zunanji del. Ali bo nabral dovolj hitrosti, da ogrozi mladega Poljaka. Pavelčak, Ivačič, West je vrstni red, Grmek je na 4. mestu. Zadnji krog peljejo vozniki 5. vožnje. Kot kaže ne bo pretresel, ne bo spremenil, zmaga. Še drugič danes na Poljsko, Maksimilijan Pavelčak. Za to napredovanje danes stoji na stadionu Matija Gupca, Jonas Seifert-Salk. Pedersen, Vičentin in Seifert-Salk, to je 6. vožnja. Odlično, omenjeni voznik iz Danske. Pedersen je drugi, Vičentin je tretji.
akceleracija. Kako hitro je ta mlad voznik. Že v 250 kubični kategoriji je Vilac izjemno hitro na stezi. Malce slabši štart in tokrat pa borba za prvo mesto. Zmago bolj izkušenim Seifert Zalkinim Vilac. Fantastično Vilac Pedersen, ali bo lahko vrne? Po zunanjem delu steze, ali bo šlo noter, ne bo šlo. Njegova druga današnja zmaga na tole Vilac Pedersen. Ziman je na A, Levišin na B, Lunardi na poziciji C in Thompson na D. Najhitreje Slovak z rdečo prevleko čelade. Levišin je na drugem mestu. Sada je borba med Lunardijem in Thompsonom, Italijan je zaenkrat tretji. Lunardi in Thompson je vrstni red. V zadnji krog peljejo vozniki. Levišin je malce hitrejši, ampak ne more zastaviti konkretnega napada na Slovaka. Tako da Marek Ziman, njegova druga današnja zmaga v tole. Tako je. Marek je na C in Širba na poziciji D. Dober štart Poljaka, ki je hitro povedal. Prunša je drugi, Bager je tretji. Češkega voznika je Karl Prunša, padec v prejšnjem nastopu in težava z motorjem tokrat. V zadnjem krogu so vozniki, megalomanska prednost Poljaka Širbe pred Bagrom. Tako da tole bo druga zmaga za Frančiška Širbo. Na D. Matice pelje po zunanjem delu tudi Anže, torej Ivačič pred Grnikom. Štojs je tretji, Kuni četrti.
voznika peljeta v zadnji krog. Dobro je odpeljal tole Matic Ivačič in tole bo prva današnja zmaga. Tako je, Matic Ivačič, Slovenija. Obračun dveh še nepremaganih Pavelčaka in Pedersna. Na pozicijah B in D sta ta mladeniča. Ob njima pa West na A in Kapusti na C. Dober start Pavelčaka, Pedersen pa po zunanjem delu na prvo mesto. Neverjetno hiter je ta danec. Pedersen, Pavelčak, Kapustin in West je vrstni red. Lepo prednost si je pridelal danski voznik, ki pelje v zadnji krog. Edini danes še nepremagani ostaja Vilec Pedersen iz Danske. Seifert Calk na A, Vicentin na C in Luka Marzel na poziciji D. Borba za prvo mesto med Seifert Calkom in Vicentinom, Luka je tretji. Ali bo Luka ponovno moral teči krog za točko za tretje mesto? Ja. Nemogoče je mogoče. Vse na Speedwayu v Krškem. Beležimo torej 3 točke za zmago številke 7, Jonas Seifert Calk iz Danske, 2 točki za drugo mesto številke 4, to je Nicolas Vicentin iz Italije. Sedaj pa počakajmo in navijemo za Luko Marzela.
Luka, gremo Luka. Zimski fitness, drugi del in osvojena točka za tretje mesto. Thompson, na C je Levišin in na D je Marek. Čeka na poziciji D. Levišin je na drugem mestu in Thompson je tretji. Marek in Levišin v borbi za prvo mesto. Ali se lahko Čeh obrani napadu Ukrajinca? Hiter je Levišin, v zadnji krog peljejo vozniki. Ali lahko gledimo Petra Mareka? Marek dobro zapira pozicijo. Levišin v zadnji zavoj. To bo šlo do linije. Levišin seka zavoj. Ali bo lahko prišel pred Čeha? Širba je B, Cerjak je C in Ziman iz Slovaške na D. Najbolje je mladi Poljak Širba, Cerjak je drugi, Leonardi tretji, Ziman četrti. Cerjak zelo hitremu Poljaku. Širba in Sven v borbi za prvo mesto, zadaj pa Leonardi in Ziman za tretje. V zadnji krog peljejo vozniki. Zadnji poskusi Svena. Ne bo šlo, to ne bo tretja zmaga za Poljaka. Bingo, bingo, bango, bango, bingo, bango, bingo, bango. Finalni vožnji za pokal Amateur. Vicentin, Kuni, Pavlečak, Šulc. Dobro, Nikolas Vicentin. Pavlečak tu pod njami in vidimo njega s kakšno hitrostjo. Denis je tretji, Muljan četvrti. Zadnji krog pelje Maksimilijan Pavlečak.
Pedersen, ki je zaenkrat pri 9, in pa Michael West, ki je enako kot Grmek zbral tudi 4 točke. Zelo pomemben štart torej v tele 11. vožnji. Dobro, Grmek iz modre pozicije. Po notranjem delu pa Michael West. Prihaja Pedersen. Kaj je naredil Ivec Pedersen po notranjem delu? Grmek iz prvega na 3. mesto. Pedersen je prvi, West na drugem in Grmek na 3. mestu. Pomembno bi bilo za Anžeta, da bi prehitel Avstralce, da bi imel večjo bero točk. Zaenkrat sta oba pri 4. Vozniki peljejo v zadnji krog. Zadnji poskus Anžeta Grmeka. Najboljše. Ivačič, Seifert Zalk, Omerzel, Kapustin. To so vozniki 12. vožnje. Najbolje Danec iz modre pozicije. Potem je Ivačič na drugem mestu, Omerzel je 3., Kapustin 4. Za točko za 3. mesto. V zadnji krog peljejo vozniki. Blizu je Kapustin Luki na zelu. Ali bo naš voznik zdržal ta pritisk? Medtem Danec daleč spredaj za novo zmago. Pruša je na A, Leonardi na B, Širba je na C in Levišin na poziciji D. Ali se bo Leonardi odmaknil, bo se omaknil zelo športno, spredaj pa vodstvo Poljaka Širbe. Pruša je drugi, Levišin 3. Borba za drugo mesto med Prušom in Levišinom. Širba je daleč spredaj. V zadnji krog peljejo vozniki. Nepremagljiv zaenkrat danes Francišek Širba in 4. zmaga za Poljaka.
Še malo, Celjak na A, Marek na B in Bager na poziciji C. Sveni na prvem mestu, Marek je drugi, Bager tretji. Lepo prednost ima Sven Celjak. Celjak, Marek in Bager je nespremenjeni vrstni red. V zadnji krog pelje Sven Celjak. Uspelo je v četrtem nastopu, prva njegova današnja zmaga. Tu je Svenko, Sven Celjak, Slovenija. West, Ivačić, Vičentin, Pedersen. Iz pozicije B. Pedersen je ostal zadaj, pa se nekira. Kam se je strelite danes? Na drugo mesto. Se še ni celoti prebral. Borba za drugo mesto, ampak zdaj Pedersen, solidno drugi. Ivačić, Pedersen, Vičentin je vrsti red. Pogledajte to hitrost tega danskega voznika. Napada na Tica Ivačića. Najstrašen je Ivac Pedersen. Danec na prvo mesto, neverjetno. Ali bo Ivačić vrnil, mislim, da ne bo. Dobro skriva, torej uvrstitev v finale ponovno šteje prvo in drugo mesto v tele vožnji, v 14. vožnji. Štojs je na A, Grmek je na C, ob njima pa seveda favorizirana. Seifert Salk nekako najbolje Pavelčak pa prehiteva, tudi Anže. Gremo, Seifert Salk vrača. Kakšna vožnja! Grmek, polo! Seifert Salk, neverjetno. Borba za drugo mesto. Pavelčak je prvi, Seifert Salk na drugem mestu in Anže Grmek na tretjem. Je malce hitrejši od Poljaka, ampak seveda nikamor se mu ne mudi, v finalu peljeta prvo in drugo mesto. Ali lahko Grmek še kaj postori v zadnjem zavoju? Če zadaj. Poljak in Danec pa v finale. Dobrodošli.
Stokovični prihajajo, v to sem prepričan. Ampak zaključimo na vrhuncu tole sezono 2025. Torej, Cerjak, Ziman, Levišin, Širba, tu je finale. Dvignila je Svenkota po štartu. Spredaj je Levišin. Drugi je Poljak Širba, tretji je Sven in na četrtem mestu Slovak Ziman. Levišin, Širba, Cerjak je vrstni red. Ali bo Poljak izgubil tale dvoboj po 4 zmagah v rednem delu, tokrat v vodstvu Levišin? Tudi Sven je blizu. Ampak zmanjkalo bo časa, kot kaže, je Levišin blizu zmage, Širba je drugi, Cerjak je tretji. Zadnji zavoj. Makar, Levišin. Kaj lahko postoji Matej Civačič, novi stari državni prvak Slovenije? Tu je Maksimilijan Pavelčak, Polonija Vidgoš in pa Jonas Zajfert-Zauk, Polonija Bila. To je stak Matica, ampak Vilac, Branono Vilac. Kaj se bo zgodilo? Dačič je prvo mesto. Odlično! Vilac je Pavelčak je drugi, Vilac zaenkrat na tretjem mestu. Matic drži dole. Vedel sem že napada Pavelčaka. Išče hitrost in ne pridobiva. Ampak Ivačič ima dovolj prednosti, jaz mislim, da to odpelje do doma. Ivačič, Pavelčak, Pedersen, Zajfert-Zauk napada. Zadnji zavoj in zmaga bo ostala v Sloveniji, lani nič škoda, Ivačič podelimo pokale najboljšim voznikom današnje dirke. Najprej bomo podelili za tretji memorial Matije Duha. Tretje mesto na memorialu Matije Duha. Tu je Sven Cerjak, Krško. Pokal Sven bo podelil Oskar Duh, nečak od Matije Duha. Drugo mesto, František Širba, Polska. Pokal Poljaku bo podelila Nika Duh, prav tako nečakinja Matije Duha. In pa prvo mesto na današnjem memorialu iz Ukrajine prihaja Makar Levišin. Pokal Makarju bosta podelila Irena in Maša Duh, žena nečakinja in seveda mami od Matije Duha. V čast današnjemu zmagovalcu je tu ukrajinska himna.
Pojte. Kuchar. Wejdź. Kuchar. Največji zdaj pa podeljujemo pokale najboljšim trem za peti pokal AMD Krško. Tretje mesto, Filip Pedersen, Danska. Nieudacie, rozumiesz? Pokal Jeresu, podelili gospod Gregor Žigance, predsednik AMD Krško. Drugo mesto na današnji dirki Jonas Seifertzalk, Danska. Pokal za drugo mesto bo podelil gospod Igor Kolenko, delegat Avtomoto zveze Slovenije. In pa veliko prvo mesto, tu je danes najhitrejši Matic Ivačič Slovenija. Pokal na Krsu bo podelil gospod Urban Žigance, direktor glavnega sponzorja podjetja Samprojekt Krško. Johnny, han vil gerne have det. Počast tematične zmage je to himna Republike Slovenije.